Iz življenja vesoljne cerkve. Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji, v kateri se bomo ozrli v kanonizacijo Petra Jurija Frassatija in Karla Akutisa, ki ju je papež Leon XIV. Za svetnika razglasil prejšnjo nedeljo. Najprej pa še nekaj drugih aktualnih novic, med njimi o prvem intervjuju, ki ga je opravil Leon XIV. In o tem, zakaj Vatikan v zvezi z Gazo še ni uporabil besede genocid. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič. Papež Leon XIV. Danes praznuje 70. rojstni dan. Ob tej priložnosti so bili objavljeni izbrani odlomki njegovega prvega intervjuja. Z njim se je pogovarjala novinarka ameriškega spletnega portala Kraks Alice Ann Allen. Intervju pa bo del njene biografije o papežu. Knjiga bo išla pod naslovom Leon XIV. Državljan sveta, misionar 21. stoletja. Izdala jo bo založba Penguin Random House. 18. septembra v španščini v Peruju, nato še v Španiji, Mehiki in Kolumbiji. Angleški in portugalski prevod pa bo na voljo v začetku prihodnjega leta. Intervju s papežem je potekal v dveh delih. Posneta sta bila v Castel Gandolfu in Vatikanu, skupaj približno 3 ure pogovora. Prvi del se osredotoča na njegovo otroštvo v Chicagu, spomine na to, kako je kot mlad misionar prišel v Peru in kakšne pastoralne izkušnje si je pridobil v času družbenih pretresov v perujski družbi. Osvetljuje tudi njegovo cerkveno kariero od vloge generalnega priorja avguštinskega reda do škofa v Čiklaju in prefekta Vatikanskega dikasterija za škofe. Na koncu pa opisuje svoj odnos s papežem Frančiškom in deli osebne vtise o tem, kako je doživel konklave in lastno izvolitev za papeža. Pričevanja bližnjih prijateljev in sodelavcev iz ZDA, Peruja in Rima v knjigi rišejo intimen portret novega papeža na človeški ravni, kot so ga poznali in z njim sodelovali skozi leta. V drugem delu intervjuja Leon XIV. Deli svoje poglede na to, da je prvi ameriški in perujski papež, svoje razumevanje vloge papeštva in pomen gradnje mostov dialoga, pa tudi svoj pristop k aktualnim političnim vprašanjem, kot sta vojni v Gazi in Ukrajini, odnosi svetega sedeža s Kitajsko in Združenimi državami ter vatikanske finance. V pogovoru z novinarko Kraksa Alice Ann Allen se je dotaknil tudi ključnih notranje cerkvenih vprašanj, kot so spolne zlorabe, sinodalnost, vloga žensk v cerkvi, vključevanje oseb LGBT, ekumenizem in medverski dialog. Izbrani odlomki papeževega prvega intervjuja so bili v španskem in angleškem jeziku objavljeni danes, nekaj dni pred izidom knjige. V Rimu bo danes potekalo edino ekumensko bogoslužje v svetem letu. Papež Leon XIV. Ga bo popoldne vodil v baziliki svetega Pavla zunaj obzidja. Pri slovesnosti pa se bodo spomnili mučencev, pričevalcev vere 21. stoletja. Papež Frančišek je leta 2023 znotraj dikasterija za zadeve svetnikov ustanovil komisijo o novih mučencih, pričevalcih vere, z namenom, da bi pripravila seznam tistih, ki so v 21. stoletju prelili kri za Kristusa in evangelij. Po do sedaj zbranih podatkih jih je več kot 1700. Iz Severne in Južne Amerike prihajajo 304 mučenci, 43 Evropejcev je bilo umorjenih na stari celini, 110 pa v misijonih po svetu. 277 mučencev je umrlo na Bližnjem vzhodu, 357 v Aziji in Oceaniji ter kar 637 v Afriki. Podpredsednik 11-članske komisije Andrea Riccardi, sicer ustanovitelj skupnosti svetega Egidija, je na nedavni novinarski konferenci povedal, da so jim podatke o mučencih posredovale različne krščanske cerkve in veroizpovedi. Na seznamu pa so kristjani, ki so bili žrtve umorov zaradi verskega preganjanja, nasilja kriminalnih organizacij, terorističnih napadov, etničnih konfliktov in drugih vzrokov. Riccardi je izpostavil, da je kristjan pogosto s svojo prisotnostjo kot poštena oseba, ki spoštuje zakon in se posveča skupnemu dobremu, moteč za tiste, ki želijo uresničevati kriminalne načrte.
Današnje slovesnosti se bo udeležilo 24 predstavnikov krščanskih cerkva, ki bodo predstavljali neke vrste ekumenizem krvi, kot ga je imenoval sveti Janez Pavel II. Prav v mučeništvu je namreč cerkev že združena. Tudi papež Leon XIV. Upa, da bo kri teh mučencev seme miru in sprave, bratstva in ljubezni, kakor je zapisal ob nedavnem terorističnem napadu v Kongu. Papež Leon XIV., ki je na večer malega šmarna in nato še naslednji dan preživel v Castel Gandolfu, je ob odhodu iz vile Barberini komentiral dogajanje na Bližnjem vzhodu. Ob izraelskem napadu v Dohi v Katarju je celotno situacijo označil za zelo resno. Ne vemo, v katero smer gredo stvari. Veliko moramo moliti in nadaljevati z iskanjem miru, je dejal. Povedal je tudi, da je v zvezi z izraelskim ukazom k evakuaciji mesta Gaza, kjer se nahaja tudi katoliška župnija Svete družine, poskušal stopiti v stik z župnikom, patrom Gabrielom Romanelijem, vendar pri tem ni bil uspešen. Župnik je pozneje sporočil, da sta govorila in da so dobro. Papežu se je zahvalil za bližino in njegova prizadevanja za mir. V video nagovoru za vatikanske medije je še povedal, da večina prebivalstva noče oditi, saj meni, da je nevarnost bombardiranja povsod. V župnijskem kompleksu je približno 450 beguncev, vključno s starejšimi, bolnimi in otroki. Sam ostaja ob njih in nadaljuje z vsakodnevnimi dejavnostmi. Prav v ponedeljek, ko ga je poskušal priklicati papež, so praznovali sklenitev zakonske zveze katoliškega para. V sredo so praznovali rojstvo otroka. Kot je ob tem dejal pater Romaneli, jih Bog tudi v teh težkih trenutkih še naprej blagoslavlja in jim kaže svojo bližino. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin je ob robu nekega mednarodnega dogodka v Vatikanu izrazil globoko zaskrbljenost zaradi naraščajočih napetosti na svetovnih kriznih žariščih. V zvezi z ruskim napadom z brezpilotnimi letali, ki so kršila poljski zračni prostor, se je strinjal z oceno italijanskega predsednika Sergia Mattarelle, ki je trenutne napetosti primerjal z obdobjem pred Prvo svetovno vojno. Če ne bo trenutka za premislek o poti, ki smo jo ubrali, obstaja nevarnost neskončnega stopnjevanja in posledično izbruha obsežnejše vojne, je dejal kardinal Parolin. Posebno pozornost je namenil humanitarni krizi v Gazi, kjer se izraelska ofenziva nadaljuje kljub številnim pozivom k premirju. Pohvalil je izjemno vztrajnost župnika v Gazi patra Gabriela Romanelija, ki skupaj z drugimi ostaja ob strani ranljivih. Poudaril je, da Vatikan nadaljuje svoja diplomatska prizadevanja za zaustavitev eskalacije. Delamo vse, kar je v naši moči, je dejal. Naša diplomacija vzpostavlja stike z vsemi vpletenimi stranmi. Vztrajamo pri pogovorih, saj so to orodja, ki jih imamo na voljo, da bi preprečili nadaljnje stopnjevanje konflikta, je dodal. Na vprašanje o resoluciji Evropskega parlamenta, ki poziva k priznanju Palestine, a ne omenja izraza genocid, v povezavi z dogajanjem v Gazi, je kardinal Parolin pojasnil, da Vatikan zaenkrat še ni uporabil tega izraza. Nekateri duhovniki in škofi so v ponedeljek podpisali dokument, ki uporablja to besedo. Očitno so našli razloge, da so dogajanje označili kot genocid, je dejal kardinal Parolin in dodal: mi tega za zdaj še nismo storili. To vprašanje je treba preučiti in ugotoviti, ali obstajajo pogoji za takšno opredelitev. Ob tem je komentiral tudi nedavni obisk izraelskega predsednika Izaka Hercoga pri papežu Leonu XIV., kjer je Hercog zagotovil, da Izrael ne namerava okupirati Gaze. Verjamem v dobronamernost vseh, a na koncu bodo odločila dejstva, je dejal kardinal. V pogovoru z novinarji je obsodil tudi nasilje v Združenih državah Amerike, kjer je bil v strelskem napadu ubit konservativni krščanski komentator Charlie Kirk. Nasprotujemo vsem oblikam nasilja, je poudaril Parolin. Biti moramo strpni in spoštljivi do vseh, tudi če ne delimo istih pogledov. Če ne bomo strpni in bomo dopuščali nasilje, bo to povzročilo velike težave tako znotraj mednarodne skupnosti kot na nacionalni ravni, je sklenil.
Sveti oče je v četrtek v sinodalni dvorani v Vatikanu sprejel udeležence tečajev za škofe, ki so bili posvečeni v zadnjem letu. Poudaril je, da je škof služabnik, poklican je, da služi veri ljudstva. To pomeni tudi različne oblike pastoralnih pristopov. Kot je dejal papež, jih kriza vere in njenega posredovanja vabijo, da znova odkrijajo zavzetost in pogum za novo oznanilo evangelija. Ob tem pa ne smejo pozabiti drugih izzivov, ki so bolj kulturnega in socialnega značaja, ki zadevajo vse nas in ki na poseben način zadevajo nekatera področja. Drama vojne in nasilja, trpljenje ubogih, težnja mnogih po bolj bratskem in solidarnem svetu, etični izzivi, ki nam zastavljajo vprašanja o vrednosti življenja in svobode, seznam pa bi seveda lahko bil veliko daljši. V tem kontekstu je dejal papež, vas cerkev pošilja kot skrbne, pozorne pastirje, ki znajo deliti pot, vprašanja, tesnobe in upanja ljudi, pastirje, ki želijo biti vodniki, očetje in bratje duhovnikom in sestram in bratom v veri. Škofe je še spodbudil, da so vedno čuječi in hodijo v ponižnosti in molitvi, da bodo postali služabniki ljudstva, h kateremu jih Gospod pošilja. Papež je pri sredini splošni avdienci razmišljal o Jezusovi smrti na križu. Naš Gospod ne umre v tišini, ampak glasno zakriči. Ta krik ni znamenje šibkosti ali krize vere, ampak izraz vztrajnega zaupanja očetu, je pojasnil papež in dodal, da se je to dejanje upanja sredi skrajne preizkušnje dotaknilo src. Omenil je stotnika, ki ga je Jezusov krik ganil in je po njegovi smrti prvi izpovedal vero, rekoč, resnično ta človek je bil Božji sin. Kot je še dejal Leon XIV, se ne smemo bati klicati Gospoda, ko pride čas preizkušnje. Če bo naš krik iskren, bo lahko prak nove luči, novega rojstva. Kot pri Jezusu, ko se je zdelo, da je vse končano, se je v resnici odrešitev šele začela. Avguštinski red, ki mu pripada tudi Leon XIV, je za novega priorja izvolil 62-letnega Josepha Farrella. Rojen je bil v Pensilvaniji v ZDA, doslej je bil generalni vikar reda in generalni asistent za Severno Ameriko. Leta 1985 je diplomiral iz poslovnega upravljanja, 6 let pozneje je pridobil magisterij iz teologije. Prve zaobljube kot avguštinec je izrekel leta 1987, slovesne zaobljube pa leta 1990. Nikaragovske oblasti so od leta 2018 do letos iz države izgnale najmanj 261 cerkvenih predstavnikov, poroča ena izmed tamkajšnjih nevladnih organizacij. Med temi, ki jih je režim Daniela Ortege izgnal iz države, so vidni člani katoliške cerkve, vključno z apostolskim nuncijem, predsednikom škofovske konference in še 3 drugimi škofi. Seznam vključuje tudi 140 duhovnikov iz različnih nikaragovskih škofij, več kot 90 redovnic, približno 10 semeniščnikov in 3 diakone. Nevladna organizacija prav tako izpostavlja zaprtje več kot 5600 neprofitnih združenj, od katerih je bilo skoraj 1300 verskih. Ustavljene so bile tudi dejavnosti 54 medijev, med njimi 22 verskih. Ukrepi so prizadeli tudi druge veroizpovedi, zlasti evangeličanske pastorje in voditelje. Na Kitajskem je bil minuli teden posvečen nov škof škofije Čiang Džajkov, ki jo je pred 2 mesecema ustanovil papež Leon XIV. Takrat je 2 škofiji ukinil in ju združil v ozemlje sedanje nove škofije, ki se nahaja v provinci Hebei in meji na Peking. Obsega skupno površino 36 000 kvadratnih kilometrov in ima 4 milijone prebivalcev, od katerih je približno 85 000 katoličanov, za katere skrbi 89 duhovnikov. Zadnji podatki kažejo, da prvič v zgodovini Dunaja muslimanski učenci presegajo delež kristjanov v javnih osnovnih in srednjih šolah. Dobrih 41% učencev pripada islamski veri, medtem ko se jih le 34,5% opredeljuje kot kristjani. To spremembo slike populacije so povzročile dolgotrajne migracije iz Bližnjega vzhoda, Severne Afrike in Balkana, skupaj z višjo rodnostjo med muslimanskimi družinami. V Rimu je v petek in včeraj potekalo 3. svetovno srečanje o človeškem bratstvu,
ki ga je pripravila Bazilika svetega Petra. Poleg različnih okroglih miz, na katerih so sodelovali nekateri Nobelovi nagrajenci in predstavniki mednarodnih ustanov, je na trgu svetega Petra potekal glasbeno-kulturni program. Med nastopajočimi je bil tudi Andrea Bocelli. Z dogodkom so želeli poudariti, da je bratstvo ključni element za obstoj človeštva. 15 okroglih miz je bilo posvečenih različnim tematikam in različnim področjem, od kmetijstva do umetnosti in literature, od ekonomije in financ do lokalnih uprav, od vzgoje in izobraževanja do informiranja, od dela do športa. Nekatera srečanja so potekala na krajih, ki so posebej pomenljiva za zgodovino ter družbeno in politično življenje Rima in mednarodne skupnosti, na primer Kapitolski grič, Italijansko združenje bank, sedež Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter sedež Evropske unije. Nova svetnika Karel Acutis in Peter Jurij Frassati nas vabita, naj ne zapravljamo življenja, ampak ga usmerjamo navzgor. Tako je med njuno kanonizacijo minulo nedeljo dejal papež Leon XIV. Preden povzamemo njegovo pridigo, pa še nekaj besed o novih svetnikih. Geslo Petra Jurija Frassatija v višave je simbol njegovega duhovnega vzpona, svetosti in ljubezni do gora. Več pa Meta Potočnik. Peter Jurij je bil rojen v ugledni torinski italijanski družini leta 1901 kot sin senatorja veleposlanika Alfreda Frassatija, ki je bil tudi lastnik in urednik torinskega dnevnika La Stampa. Pri njegovi vzgoji je imel pomembno vlogo salezijanec Antonio Cojaci, ki je postal njegov mentor in prijatelj. Peter Jurij je svojim načinom življenja pokazal, da bogastvo ni nujna ovira za svetost, če je usmerjeno v Božjo slavo, in da lahko človekov videz in oblačila izražajo vidno znamenje dostojanstva in kreposti. Imel je posebno milost globoke ljubezni do Kristusa, ki je tiho oblikovala vse, kar je počel. Bil je aktiven v katoliški akciji in znan po pogumu in zavzemanju za vero. Leta 1921 je med procesijo v Rimu branil prapor pred vojaško represijo, kar je postalo simbol njegovega poguma. Bil je postaven športnik, vedno pripravljen za dobro šalo in karizmatični vodja skupine prijateljev. Kadil je, užival v ekstremnih športih, pozno v noč zavzeto razpravljal o politiki, obenem pa naskrivaj razdajal svoje bogastvo, da je pomagal ubogim kot član konference svetega Vincencija Pavelskega. Njegova pomoč je bila tiha in skromna, saj ni želel pozornosti. Tako je nepričakovano pomagal ovdoveli materi, invalidnemu brezdomcu, dečku brez toplih oblačil, obiskoval je revne četrti in bolnišnice. Njegova svetost je bila vtkana v njegovo vsakdanje življenje, bodisi na ulicah Torina ali v Alpskem pogorju, ki ga je tako rad obiskoval. Frassati je bil vsak dan pri sveti maši in je prejel obhajilo, kar je zanj pomenilo osebno srečanje z Jezusom. Bil je član društva Najsvetejšega zakramenta, kar kaže na njegovo posebno pobožnost do Evharistije. Pogosto je cele noči prebedel v adoraciji pred Najsvetejšim, kar je bila zanj oblika globoke molitve in predanosti. Ker se je razdajal brez mere, je pri komaj 24 letih zbolel za otroško paralizo, verjetno zaradi vseh ubogih, ki jim je služil, in je kmalu zatem umrl. Njegovo priznanje svetništva sta potrdili dve čudežni ozdravitvi, ki sta znanstveno nepojasnjeni, tuberkuloze in hromosti ter težke poškodbe. Karel Acutis je leta 2006 umrl zaradi levkemije, star komaj 15 let. Rodil se je v Londonu, kjer je družina bivala zaradi dela njegovih staršev. Poznaje so se preselili v Milano. Verniki se mu zdaj lahko poklonijo na grobu v cerkvi Marije Velike v Asiziju. Karel je bil po eni strani običajen najstnik. Rad je imel računalnike, gledal filme in igral videoigre ter snemal smešne videe. Po drugi strani pa je bil v marsičem izjemen. Od prvega svetega obhajila pa vse do svoje smrti je vsak dan hodil k maši in veliko molil. Izredno so ga zanimali evharistični čudeži. O njih je naredil spletno stran ter razstavo, ki je danes razširjena po vsem svetu. O njegovem življenju je pred 4 leti za slovenske oratorijske animatorje ekskluzivno spregovorila njegova mama, Antonija Acutis.
Mama Karla Akutisa je povedala, da je bil njen sin v razvoju vedno malo hitrejši v primerjavi z vrstniki. Po njenih besedah je Jezus verjetno vedel, da bo moral Karl zelo kmalu umreti, zato je na primer že pri 3 mesecih rekel prvo besedo, pri 5 mesecih je začel govoriti. Also with the faith was like this. Enako je bilo z vero, tako je dobil dovoljenje, da je prvo sveto obhajilo prejel že pri 7 letih in od takrat naprej je šel vsak dan k maši in nekaj časa pred ali po njej preživel v evharistični adoraciji. Carlo used to say that the Eucharist is my highway to heaven. Karl je rad govoril, Evharistija je moja avtocesta v nebesa. Celotna njegova dnevna rutina je temeljila na srečanju z Jezusom pri sveti maši in evharistični adoraciji. O sinovi razstavi o evharističnih čudežih, ki potuje po vsem svetu, je povedala, da se je ravno zaradi te razstave mnogo ljudi, ki niso obiskovali maš, spreobrnilo ali doživelo kakšen čudež. Pripravil je tudi druge razstave o peklu, vicah in nebesih, o angelih in demonih, o Marijinih prikazovanjih in pozivih. Te razstave je naredil, ker je govoril, da je zelo pomembno negovati potrebo ljudi po nadnaravnem. Ljudje potrebujejo znamenja, kot jih je delal tudi Jezus. Karl se je zavedal te potrebe in zato porabil veliko časa za te razstave. S tem, ko je internet uporabljal za oznanjevanje evangelija, je bil Karl po besedah njegove matere božji vplivnež. Ljudem pa je tudi konkretno pomagal. Beračem v Milanu, svojim vrstnikom pri učenju, zaradi svojega izjemnega znanja je druge verouk poučeval že pri 11 letih. Antonija Akutis je v pogovoru omenila številne čudeže, ki so se zgodili po njegovi smrti in znamenja, med njimi, kako se je po smrti hkrati v sanjah prikazal 2 sošolkama, naj ne jočeta za njim, saj je v nebesih srečen. V sanjah se je prikazal tudi nekemu duhovniku, ki ga Antonija ni poznala, ko je vzpostavil stik z njo, pa ji je povedal stvari, ki sta jih lahko vedela le Karl in ona. Prav tako ji je v sanjah povedal, da bo rodila še 2 otroka. To je bil način, na katerega nam je pomagal razumeti, da je resnično živ, je dejala mama Karla Akutisa. Daljši pogovor najdete na naši spletni strani, celotnega pa na oratorij.net. Kanonizacije Petra Jurija Frassatija in Karla Akutisa se je na trgu svetega Petra v Vatikanu udeležilo 80.000 ljudi. Med njimi številni mladi, mama, oče ter sestra in brat, dvojčka Karla Akutisa. Med navzočimi je bil tudi italijanski predsednik Sergio Mattarella. Papež Leon XIV je v nagovoru poudaril, da nova svetnika spodbujata vse nas, še posebej mlade, naj ne zapravimo svojega življenja, ampak ga usmerimo navzgor in iz njega naredimo mojstrovino. Marjana Debevec. Peter Jurij je za Gospoda pričeval s svojim veseljem do življenja, v molitvi, prijateljstvu in ljubezni, je poudaril sveti oče. Ker so ga prijatelji videli pogosto krožiti po ulicah Turina z vozički polnimi pomoči za uboge, so ga poimenovali transportno podjetje Frassati. Danes je njegov vzgled pomembna luč za laično duhovnost, je poudaril papež Leon XIV. Zanj vera ni bila zasebna pobožnost. Moč evangelija in pripadnost cerkvenim združenjem sta ga spodbujala k velikodušnemu delovanju v družbi. Dal je svoj prispevek v politiki ter se z žarom razdajal v služenju revnim ljudem. Karel pa je Jezusa srečal že v družini, ki je bila ob njegovi razglasitvi za svetnika navzoča na trgu svetega Petra. Oba sta ljubezen do Boga in bližnjega hranila preko sredstev, ki so nam vsem na razpolago, in sicer vsakodnevna sveta maša, molitev in še posebej češčenje najsvetejšega. Karel je govoril, s pomočjo sonca porjavimo, s pomočjo Evharistije pa postanemo sveti. In še, žalost je, če imamo pogled usmerjen vase, sreča pa, če ga usmerimo k Bogu. Spreobrnjenje ne pomeni nič drugega kot pogled od spodaj usmeriti navzgor. Za oba je bila zelo pomembna tudi redna sveta spoved. Karel je zapisal, edina stvar, katere se moramo resnično bati, je greh.
Čudil se je, da so ljudje tako zaskrbljeni za svoj zunanji videz, ne pa za lepoto svoje duše. Tudi ko jo je prizadela bolezen, ju to ni ustavilo v ljubezni in darovanju Bogu, je dejal sveti oče. Nova svetnika nas po njegovih besedah vabita, naj ne zapravimo svojega življenja, ampak ga usmerimo navzgor in iz njega naredimo mojstrovino. Ne jaz, ampak Bog, je ponavljal Karel Acutis. Peter Jurij Frassati pa je zatrdil: če boš Boga postavil v središče vsakega svojega dejanja, boš prišel vse do konca. To je preprosta, a zmagovalna formula njune svetosti. Je pa tudi pričevanje, kateremu smo poklicani slediti, da bi popolnoma okušali življenje in šli naproti Gospodu na praznik v nebesih. Je v nagovoru še dejal papež Leon XIV. Kot omenjeno, je bila med romarji na trgu svetega Petra tudi mama svetega Karla Acutisa. Po slovesnosti je za Vatikan News izrazila globoko veselje in spokojnost. Izpostavila je globalni vpliv Karlove vere, ki je s svojo nalezljivo duhovnostjo ganila srca ljudi po vsem svetu, od Kitajske in Japonske do ZDA in Latinske Amerike. V prihodnje si želi nadaljevati svojo pot vere, priznavajoč človeške omejitve in strmeč k svetosti. Karla vidi kot most do Jezusa, ki navdihuje vernike po vsem svetu, da poglobijo svojo vero. Med številnimi romarji je bila na trgu svetega Petra v Vatikanu tudi Dragica Šteh z družino. Z njo se je po slovesnosti pogovarjala Marjana Debevec. Kako ste doživeli to veliko slovesnost razglasitev dveh tako mladih svetnikov? Pravzaprav smo še kar pod vtisi te svete maše, pa kanonizacije papeževih besed in nenazadnje te nepregledne množice, ki se zdaj s trga svetega Petra spet vali po teh rimskih ulicah. Res je bilo veličastno, res je bilo tako spoštljivo, pravzaprav pa tudi usmerjeno v eno veliko veselje ob res dveh mladih svetnikih, ki sta lahko vzor vsem svojimi vrlinami pa svojim življenjem. Nenazadnje Karlo Acutis, svetnik našega časa, prvi svetnik generacije X, zato je bilo tudi na trgu zelo veliko mladih in pravzaprav zato smo tudi mi poromali na to kanonizacijo, na katero smo se odpravili z družino že na prvi napovedani datum, torej konec aprila, ko pa smo po nekem takem božjem naključju namesto na kanonizacijo v Rim prispeli na pogreb papeža Frančiška, tako da smo zdaj samo ponovili vajo. Kako pa vas osebno nagovarjata ta dva svetnika? Peter Jurij Frassati nam je še precej neznan in smo ga spoznavali v teh 20 urah, kar smo tukaj v Rimu, medtem ko Karlo Acutis pa našo družino spremlja že kar nekaj časa, ko smo ga skoraj po naključju odkrili na enem izmed naših romanj v Asizi. Cel Asizi je bil polepljen z njegovimi plakati in potem smo šli odkrivati, kaj to je za en blaženi in se navdušili nad njegovo zgodbo, tudi zato, ker je pokopan. Njegova krsta, prosojna krsta je v cerkvi Marije Snežne v Asiziju, mi pa tudi prihajamo iz ene podružnice, iz župnije Šentvid pri Stični, iz podružnice Marije Snežne in se nam je zdela še ta povezava tako nekako simpatična, zato smo ga začeli malo bolj spoznavati in res nas navdihuje in navdušuje s svojimi preprostimi vrlinami. Z vrlinami, ki so za ta čas mogoče malo nenavadne v smislu odpovedovanja sebi, dobrotljivosti, skrbi za revne, skrbi za živali in nenazadnje z velikim češčenjem Evharistije, po čemer je pa znan tako kot naš skoraj najljubši blaženi Alojzij Grozde. S temi besedami končujemo tokratno oddajo. Pripravila sem jo Marta Jerebič, ki vam želim lepo nedeljo. Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si